Prijetni navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni še v mojem imenu z komentatorskega mesta. Kot lahko vidite, so na zelenici že igralci Brava, kmalu pa bomo na igrišču videli tudi igralce Olimpije. Kar veliko dela so imeli odgovorni, da so pripravili to zelenico, ki pa je bolje pripravljena kot na zadnji tekmi proti Domžalam. Takrat je bilo res še veliko vode od dežja in stopljenega snega. Bravo odhaja naprej, tule Mustafa Nukić, nekaj več prostora končno, po hitro odigranem, recimo temu proti napadu. Zdaj strel tam in kakšna priložnost, mislim, da je udaril Maher. Olimpija seveda na takšnih tekmah mora razmišljati v zmagah, če se želi boriti za naslov prvaka. Zdaj, no tole je ta nevaren strel, si videl, kako je skakal. Ogrinec podaja. Ja, dobra. In mimo gola je šlo. No, tule ima Kvesić prostor za strel. Podaja proti Vombergarju, pa zdaj kaj je makal, kam je tole poslal. Spad se je mogel reševati. Znova Nukić na desni strani. Nukić, znova mimo Močinića. Kako je bilo tole nevarno. V 74. minuti Nukić. Družbi, da morda še ni konec in da bomo morda videli odločilni zadetek. Prekršek na tleh je Kramarić, rumeni karton. Znova. Močinić. Rdeč? Drugi. Ja, seveda. Močinić je prejel drugi rumeni karton in je to rdeči karton. Zaradi tega so se igral Branko še enkrat. Prekršek je seveda bil. Ja, bil. To so danes ti elementi v igri, kjer je start od zadaj, malo dvigen pod plat. Nedvomno. Mislim, da so naš načrt pred tekmo, lahko rečem, skoraj do potankosti izpolnili. Ne vem, kakšen občutek ste dobili. Mi smo imeli občutek, da je bila Olimpija popolnoma nenevarna. Niso imeli res izdelanih situacij za gol. Pripravili smo se na njihov nizak in srednji blok, ki ga igrajo zdaj že večji del prvenstva, ampak vemo, kako so nevarni iz teh prehodov. V drugem polčasu smo poskušali preprečevati prekinitve, da bi bilo čim manj, ker to je njihov najmočnejši element in v tem smo uspeli. Žal pa nismo zadeli z nekaj res zrelih priložnosti, ampak nimamo kaj. Pa ništa, rekao sam dečkima da im čestitam na borbi od prve do zadnje minute. Vidjeli smo svi da su bili jako teški uvjeti za neki nogomet, uglavnom se sve svodilo na preskakanje igre, na borbu za prvu, drugu loptu, treću loptu. Iznimno, ekipa Brava je dobro adaptirana na taj nogomet i baš onako dobro igraju taj nogomet i bilo nam je sigurno teško. Znali smo da će utakmica se prelomiti ili iz prekida ili iz nečije greške ili se neće prelomiti, na kraju je tako i bilo.